Torej zato, ker smo prišli v fazo, ko se nam bolezen širi po skupnosti in je popolnoma nemogoče zajeti zdaj vse bolnike, vse njihove kontakte. To je čisto po nepotrebnem trošenje teh brisov in ljudi, ki to delajo. Diagnostiko bomo uporabili tako, kot jo uporabljamo sicer za obravnavo kakršnihkoli bolnikov. Se pravi pri bolnikih, ki potrebujejo ta bris, zato da vemo, kako jih obravnavati. Boste imeli na mizi tudi preštevanje kapacitet za oskrbo lažjih in težjih bolnikov? Ja, ponovno bomo podali eno prošnjo vsem izvajalcem. Tukaj mislim po eni strani na zdravstvene domove, kjer bodo zdaj te ambulante, ki bodo obravnavale bolnike s sumom na COVID-19. Poleg tega pa tudi bolnišnicam, ki morajo, kolikor še niso že, marsikatera je že, ki morajo pripraviti pa tako imenovano klinično pot, kako gre bolnik po bolnišnici. Torej, kje se testira, če se testira v bolnišnici, kam se da v izolacijo bolnike, pri katerih je samo sum, predno je pa sum potrjen, in potem seveda, kje so hospitalizirani tisti, ki so pozitivni in tisti, ki so negativni. To mora za svoje razmere vsaka bolnišnica in seveda tudi vsak zdravstveni dom, pravzaprav, ko jih ambulantno obravnava, pripraviti sam. Zaščitne opreme je dovolj, to je seveda eno od ključnih vprašanj. Torej, s tem se jaz sicer tako ne ukvarjam, ampak me da je zaščitne opreme, torej te osebne varovalne opreme, kot jo imenujemo, dovolj. Za respiratorji so trenutno podatki, koliko jih je, torej koliko je intenzivnih postelj v Sloveniji, ki so predvidoma opremljene z respiratorji. Seveda pa moramo identificirati ponovno vse tiste potencialne respiratorje, ki se zdaj uporabljajo na kakšen drug namen. Šeste zbor se zdaj iz kriznega štaba, ste glede zdravstvenih kapacitet, kakorkoli še kakšne ukrepe na novo dorekli? Ne. To ste dali samo poročilo? Poročilo pač, kaj ta skupina dela, v kakšni fazi priprave so ta priporočila oziroma to, kar sem zdajle omenjala. Torej, če vas prav razumemo, boste ukinili ta sistem z vstopnimi točkami? Torej, vstopne točke se v bistvu spremenijo v ambulante za obravnavo teh bolnikov. Mi ne rabimo več brisov kontaktov, ker je to čisto brez veze. Kontakt je lahko ta hip negativen, naslednji dan še negativen, tretji dan pozitiven. To ni podatek, ki ga rabimo za obravnavo bolnika. Bolnika, ki ima sum na COVID, je treba pogledati. Pregledati, tako kot pogledamo vsakega bolnika, ki ima neko akutno bolezen, in seveda se s tem v zvezi odločiti za testiranje. En del bolnikov ne bo pogledan v ambulantah, ampak bo svoje stanje sporočil po telefonu in se bo potem z zdravnikom dogovoril. Marsikatera oblika te bolezni COVID-19, pri marsikaterem bolniku to poteka kot v bistvu en tak blažji respiratorni infekt, blažja okužba dihal, zaradi katere se tudi sicer ne hodi v bolnišnico oziroma v ambulanto. Trije. To so vse bolniki, če govorimo o intenzivni negi, jaz sem to včeraj premalo poudarila, to so vse bolniki, pri katerih se lahko naslednji trenutek stanje slabo konča. To so res ogroženi bolniki. Ja, trije. Vsi so v Ljubljani? Vsi so v Ljubljani. Hvala lepa.